Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, zasedba Hoffman, Iztok je zdaj preizkusil oder, ne? Ja, odlično. Sončna očala so del obvezne opreme kot inštrument. Ja, tudi če ima bolj temen lokal, ja, pa očala vsem pridejo prav, ne. Danes imajo kremo proti strunam, ne, Jaz sem se k sreči malo že ojačil zdaj na Cresu med temi počitnicami. No, ampak, ko smo recimo, če smo pri strunah, ne, koliko časa si kdaj ugotovil, je treba, da zamenjaš hitro struno na odru, ne? To eni so hitri, imajo rodija, kitara prileti levo, desno, ampak kaj? Kaj bi naredil? Evo, da ti zdaj struna gre, da jo sonce... V bistvu zdaj razmišljam, ker imam še eno rezervno v avtu. Se pravi, prva pomoč je, da imaš rezervno kitaro. Ne? No, seveda se potem malo zvok za tonskega mojstra spremeni. Ja, drugače pa sama menjava strune, ja, bolj me skrbi, kaj bo fantje delali na odru, medtem ko bom jaz menjal struno. Tako da se pa da, mislim, da je v nekem rekordnem času, tam nekih 3 minute. Aha. Ni problem hitro zamenjati, bolj je težava potem še, da se struna malo oglasi, da se malo klimatizira, a ne? No, pomembno je, da lahko struno zamenjaš pred publiko, ne? To pa je zato, res, da ti publika ne pobegne. Se mi je že zgodilo, da je tudi kdo med publiko zamenil, tako da sem vedno hvaležen kakšnim kitaristom, ki vladajo to zadevo. Igranje noter, igranje zunaj in pa v času korone tudi igranje na live streamih, ne? Zdaj bo zanimiva kombinacija, ne bo nekak live stream, ki smo jih bili vajeni v času korone, ampak zunaj, ne? Ja. Kakšen je feeling? Jaz osebno zelo zaživim, ko me kdo posluša, ne? V tem primeru bodo vsaj kamermani verjetno, ne? Tako da že to mi je the best. Med korono vaje so bile dolgočasne, nobenega ni bilo, tako da se je treba kar malo notranje motivirati. Jaz si kar malo narišem publike, tako da me ni strah, no. Pa odlično, tle imate res odlični pogled zdaj na tole ribovje okrog, tako da res je lepo. Res. Nekam gledamo skozi v prihodnost, no, že vsa leta, ampak ne vem, Helena, ponavadi nas samo sonce užgene, ko gledamo v to prihodnost. Mi vse imamo en res tak čudovit pogled, ne, ki inspirira. In ki vabi glasbenike seveda, da se oglasijo na obisk. Ne, ko ste peljete na špila, pa recimo danes, ko ste se peljali, ne, kakšno je ogrevanje v avtu, ne, kakšen je kak ritual, se pogovarjate in se pumpate po domače? Ne, ritual moj je tak, ne, ki je šel klevetari z mano, Mitja, sem rekel, sam tih bodva, tako da se malo glasilke ogrejo, že s tem, ko si tiho, ne, na eno tako delovno temperaturo, ker je kar potrebno neko upevanje. Še zdaj, v bistvu, ko smo preizkušali oder, še ni šlo zares. Tako da upam, da je pa malo zgodna ura. No, ampak če ti kdo izroči kakšno hladno pijačo... Absolutno, sprejmemo. Hladno pijačo z mehurčki, ne, pa najbrž ne? Ja, če je pivo, vedno lahko. Je manj gazirano, ne? Ja, je manj gazirano, ampak pivo je, mislim, meni je to za vokal nekaj najboljšega. Mislim, sem itak ljubitelj grenkih pijač, ne si bo to pač, no, ne bomo reklamirali. Skratka, grenke pijače mi zelo dobro denajo na glas. Tako da. To je vaš zdrav leder jakne, obvezna oprema za rockerja, ne, Helena? Pa še kak dodatek, ja, ampak se ustavimo raje tukaj. Sedajmo. Zdaj, ko smo pri pijači, no, naslednja izbor je John Mayer, ne? John Mayer je, veš, katero pijačo je on imel najraje, ne? Ne bi vedel zdaj. On je rekel Sweet Poison, ne? Aha, ja, to je bil whisky, ne? On je imel potem že tudi svoje težave s tem in je dejal Sweet Poison in to. Ne? Zdaj, glasba je na nek način izražanje čustev, ne? Se pravi, gre za človeka, ki se odziva na okolje, ki je občutljiv. Vmes seveda, kdaj pride tudi kakšna substanca, je to tak imič, pravilo ali načeloma funkcionira to tak glasba, pijača, substance in te reči? Po tvojem mnenju? Ja, mislim, zdaj bo to slišati kot neki izgovor, mal je sigurno dober, ker vse mal pojača mogoče ta čustva, pa me to vedno pravi, dej, se da tudi brez. Publika je absolutno najboljša druga, ne? Se pravi, publika te ponese v čist neke pač druge sfere. Jaz vedno na odru iščem ta moment, ne, tako, ko v bistvu že ta skladba govori, ko se nekaj zgodi in nikoli ne moram nastopati, da se nič ne bi zgodilo. Tudi če danes v bistvu ne bo nobene publike, se najde, no, tisto, v bistvu, to je tista, ne, mogoče iščeš tisto, ne vem, nirvano ali pa oziroma
nek tisti trenutek, no, ki te popele in ki si rečeš, pismo glasbenik je pa res en tak čudovit poklic in ena lepa pot v življenju, ki je bilo meni zelo dolg čas, če tega ne bilo. Kljub temu, da smo bili zelo pred korono zelo obremenjeni, pa tega včasih malo gledati čez, ampak tako da meni je korona itak zelo, zelo pasala, no, ker je bilo tega preveč, tako da potem šele vidiš, koliko pogrešaš to glasbo. Kako pa se staviti poln zvok zasedbe? Ne? Zdaj vi imate tudi klaviaturista, si dejal, ne? Tako je. Tukaj je tudi pri meni za tako okužbo. Jaz sem v živo res vedno imel ob sebi zelo veliko zasedbo, tudi v bistvu Gino Band, smo 7-članska zasedba, imamo v bistvu brač kitaro, saksofon, 2 back vokalistki in navadaš se na ta polni zvok. Tako da tudi tukaj pri Hofmanih sem rekel na vajah, da jaz imam pa kolega Mitja, on bi pa to bil verjetno za, itak je odličen, tudi orgel dobro igra Hammond, tako da to je to. In pravilno je, da imamo v živo še malo bolj poln zvok, kot v bistvu narekuje sama ta prva plošča. Se pa že kažejo te trenutki, malo smo že začeli tudi v bistvu ustavljati te neke v bistvu sinte in klaviature, tako da potrebujem ta zvok. Radio SI Main Stage. Tako Radio SI Main Stage, Iztok iz zasedbe Hofman je z nami. Slišali smo marsikaj smo že rekli o glasbi pa o nastopanju. Kaj pa, kakšne vprašanje, ko kdaj priletijo tako iz neba? Ne? S Heleno imamo ponavadi navado, da imamo tu kakšno vprašanje, kjer ne dava preveliko časa. Ne? Tako, nič zahtevnega. Prva asociacija je ponavadi najboljša in pa verjetno tudi najbolj resnična. Ne? To je res. Da se ostavimo malce pri jutru. Kakšen je tvoj jutranji ritual? Obvezna kavica, zadnje čase kakšna igrica za sprostitev, ker nisem še dosegljiv za kakšne pogovore. Ampak to je sem najrajši na kavču. Žena je pa huda, ja. Ja, kakšen je videti res dober dan zate? Pa, mislim, vsak dan dober dan. Ne, da bi to bila kakšna, ne vem, mislim, tisti, ki mene poznajo, jaz nimam slabega dneva, no, se trudim, no. Romantik. Kakšna luna kdaj. Romantik. Ali realist? Realist. Aktivnosti v prostem času? Hribovja. Ja, zelo rad hodam, čeprav se zelo bojim višine, tako da kakšne više lege gor absolutno odpadajo, kakšna skalnata strmine to ne. Ja, hribovje pa absolutno gost, narava, top. Recimo, tvoje najljubše prizorišče, na katerem si nastopal? To pa da je treba malo premisliti. Nimam časa, ne. Recimo v Sloveniji tako. Tole, ja? Tole danes bo kar taka zanimiva izkušnja, no. Ja, mogoče te prvi začetki so bili, no, tisti, množica recimo, ko smo v Sidarto še nastopali, pa s Kreslinom, Tabuji, z Dino Merlinom smo celo imeli nastop, tako da ja, bilo je kar nekaj odruži. Najljubša igra iz otroških let? Človek. Ja, človek nezi, se sam sem nerad zgubljal, zelo nerad sem zgubljal, tako da starši bi rekli, da ne, ker sem znoril. Knjiga, ki bi nam jo dal priporočilo za branje? Ja, meni je zelo zanimivo Rugel, ne, svoje čase, tako da pod samo uresničitve je bila knjiga taka najdaljša, najbolj debela, ki sem jo prebral iz čiste radovednosti v najstniških letih, ko sem gledal kakšne te njegove intervjuje, kakšne izjave, ki so zelo bodle. Ampak, ko prebereš knjigo, pa vidiš, da je kar imel določene stvari pošlihtane. Sicer za današnje razmere ne, več ne. Pišeš dnevnik? Ne. Kaj pa, če bi se na ulici srečal kot najstnika, kaj bi si svetoval? Kar hodim po tej poti, mi ni nič žal. Uporništvo se včasih tudi splača. Pa to je to? Po robu. Ja, to je to. Ja, z uporništvom smo včasih povezovali, ne? Kako so rekli, film Outsider si gledal, ne? Ja, sem gledal. Spomniš, ko so ujeli ta mladega Kodunca in so rekli, šta ti znači ovaj A, UO, ne? Ja. Znak anarhije, ne? To vrstno uporništvo ali bolj uporništvo v smislu, kakšen je smisel življenja, kakšno uporništvo ti je bilo bližje? Ja, mogoče bolj to uporništvo, zdaj, da kakšne, ne vem, kakšne škode delali okrog pa razgrajali, to ne, ampak mogoče proti samem sistemu, šolski sistem, sem kar mal jezen. Tudi pol, ko sem bil v bistvu vzgojitelj, me je pot kar zapeljala v toj vode
In kot moški, v bistvu pretežno ženskem poklicu, si štejem v časno, da sem bil mislim, takrat, ko sem začenjal, zelo mlad. Nas je bilo nekih 5 fantov, zdaj sem pa zelo vesel, da je tudi v ta poklic vstopil malo več moške roke in drugačnega načina pogleda na vzgojo. Tako da tukaj sem sicer kar ustrajal dolgo časa, ampak spet je sistem tisti, ki me je jezil in ni šlo skozi. No, ne zaradi otrok in staršev, ampak zaradi samega sistema, ki mi ni všeč. Otroci rabijo več svobode, več dihanja na svežem zraku, več gibanja. Se mi zdi, da smo preveč tam šli v samo neke krožke in neko pisarijo, birokracijo, ki je nepotrebna. Otrok tega ne rabi. In nek strukturiran pouk že v predšolski vzgoji. Ja. Zanimivo je bil enkrat komentar Georgea Carlina, ko so ga vprašali, kaj pa bi naj otrok imel, da bo srečen, pa je rekel, ne dajte mu palčko in prosti čas. Ne. Tako. Je vse, kar potrebuje. Ne. Absolutno. Glasba, Martin Krpan, še je čas, najbrž kakšno sporočilo tu od zadaj? Ja, leta 2001 sem zmagal s to skladbo in mislim, da mi je zaznamovala ta pot. Takrat je bilo še ogromno časa za risanje, pa v bistvu kariere. Ampak zdaj, ko pa nazaj potegnem, potega že 21 let in to je to. Pa mislim, da imamo še čas kaj dobrega narediti, kakšno dobro avtorsko skladbo. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, koncert bo čez slabe pol ure, tudi Facebook live stream, in ko smo že pri družabnih omrežjih, nekako, ne? Ja, če ne druga je treba, ne? Ali kako? Treba je, jaz sem najbolj en v bendu, tako da Klara lepo skrbi, Tilan, sem rekel, ne to malo mlajša generacija, v bendu prevzame. Tudi razne koledarje zdaj uvrščamo, jaz vam rad pač tisto pisalo, še vedno svinčnik. In zgoščenko v roki, ali absolutno, ja. Še kaseta mi je zelo blizu. Sem še imel pred kratkim in zelo star avto, pa je pač zaradi korone, in to sem pa mogel pač prodati naprej, malo prevelik strošek, vzdrževanje in vsega. Kaseta, top. Je en tak poseben zvok, pa spomini vrejo. Ko daš tisto kaseto, pa se maza v zlapo, vzameš svinčnik, pa jo nazaj naviješ. Ja. Pa potem cenejše so bile samo fero, ne? Se spomniš? Ja. Pa dražji so bile pa kromdioksid. Kromdioksid, ja. In tako silver shine, ne? Vse so bile krom. Zdaj vaju polovica od zunaj sploh ne razume. Ne, mislim, da ne. Ampak, ne, vidiš, polovica ne razume, po drugi strani pa mlajša generacija zdaj limited edition vinilke zbira. In vsak band vpraša, a bo vinilka? A bo vinilka? Ne, mislim, da pri nas ni še bilo v bistvu sploh tega vprašanja. Bi bilo pa dobro, ja. Jaz bi se strinjal. Limited edition, recimo. Absolutno. Ne? Ja. Sploh za komad rodejo, kaj tak, malo izven našega. Ja. Malo seka ven. Malo izven okvirjev. Ja. Isto povedali, smo že veliko zanimivih reči. Preostalo nam je torej povabilo na koncert. Kaj lahko pričakujemo? Ugotovili smo avtorske skladbe, seveda. No? Tako, ja, bomo dobre pol ure žgali na vaši strehi, tako da gledajte nas, Hoffman, Main Stage. Hvala lepa za obisk in dober koncert. Ne? Hvala za povabilo.